Hvala lepa še enkrat in hvala lepa za udeležbo. Jaz sem seveda zadovoljen in vesel, da gostimo delegacijo Evropske vesoljske agencije pod vodstvom gospe Geraldine, direktorice za komercializacijo, industrijo in konkurenčnost pri nas. Moram reči, da sem zelo zadovoljen z pogovori in tudi z na nek način pohvalami iz strani direktorice. Seveda niti približno nisem za to odgovoren jaz, ampak naša Tanja, ki vodi vesoljsko pisarno v našem ministrstvu in je včasih nevidna, vendar rezultati, ki jih dela kolegica Tanja, se izkazujejo, bom rekel, čisto na ekonomskih in finančnih številkah. Pa vendarle vesoljski sektor v Sloveniji se absolutno razvija in je sektor prihodnosti, pa naj se sliši to še tako, bom rekel, nemogoče. Jaz bi vendarle rekel, da vesoljski sektor ni samo astronavti in, bom rekel, na nek način neke rakete, ampak vse drugo, kar se dogaja z znanostjo, s tehnologijo, z gospodarstvom. Moram reči, da med največje uspehe Slovenije lahko štejemo, da ima Slovenija v vesolju 3 satelite. Izstrelitev četrtega mislim, da bo v naslednjem letu. Zanimivo pa je, da je samo eden satelit še dejaven od vseh, ta, ki smo ga lansko leto iz Maribora razstrelili in daje že rezultate. Imamo tudi to tako imenovano človeško centrifugo v Planici, kjer se izvajajo posebne raziskave, ki bodo zelo pomembne za ohranjanje zdravja astronavtov med prihodnjimi misijami. V naslednjem letu bo v Škocjanskih jamah tudi bodo imeli priprave, če lahko temu tako rečem, astronavti, 6 astronavtov, kjer se bodo pripravljali več dni v naših jamah. Ne me vprašati, kako in kaj, ampak to so zadeve, ki so zelo zanimive, ki sem jih danes tudi jaz prvi slišal. Zdaj, kaj pomenijo vesoljske tehnologije za telekomunikacije, za robotizacijo, zato vam moram reči, da ogromno. Imamo kar ogromno naših uspešnih podjetij, ki je že v preteklosti na račun tega, da smo zdaj člani ESE oziroma ne še polnopravni, dobili kar nekih 70 pogodb. Najboljša podjetje Synergize je dobilo visoko pogodbo in je eno najbolj uspešnih podjetij na tem področju. Moram reči, da sem zelo zadovoljen direktorice, da je nas pohvalila, da imamo eno boljših slovenskih strategij, slovenske vesoljske strategije. Drugo, kar bi rad rekel, da kot sem že rekel, mi smo v tem ministrstvu ustanovili slovensko vesoljsko pisarno, ki daje že rezultate. Imamo odlične bilateralne sodelovanje z drugimi državami, Italijo, Francijo, Nemčijo in ZDA na tem področju. Odpravljamo se tudi v Ameriko, kjer bo naše podjetje Devesoft v naslednjem mesecu oziroma v avgustu odprl veliko podjetje v Ameriki. Tako da jaz vidim to kot eno veliko priložnost, tudi veliko odgovornost, ampak saj veste, nikdar ni v življenju dobro, da se mi sami hvalimo. Bistveno boljše, da nas pohvalijo ljudje, ki pridejo v Slovenijo, tako da bi jaz zdaj predal besedo direktorici in še enkrat se ji zahvalil za ta obisk in verjamem, da bo naše znanje, naša industrija pripomogla k mogoče nekaterim stvarem, ki jih danes sploh ne vidimo. Hvala lepa.